Manca pleše, Katarina trenira in tekmuje v tenisu. Obe pa nastopata tudi na šolskih prireditvah. Dekleti nimata nič proti temu, da njune nastope fotografirajo njuni starši. Imam pol nek spomin, kje sem nastopala, kdaj sem nastopala. Ker vem, da bo to pokazala samo svojim prijateljem pa ostali družini. Ker nastopata z drugimi, jo fotografirajo tudi starši drugih otrok in uradni fotograf. Včasih se tudi kaj zmotam ali pa kaj takega in pol meni glih ni fajn, da drugi to gledajo. Vem, da bo pač druga oseba to videla in ne vem, kakšno mnenje bo imela glede na to. Maja je v Evropski uniji začela veljati splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR, zato številne starše skrbi, ali skupinske nastope sploh lahko fotografirajo. Snemanje otroških prireditev strani njihovih staršev je še vedno dovoljeno, paziti pa je treba potem pri objavi teh posnetkov in pri vprašanju, kaj torej komu posredovati. Za objavo fotografij na družbenih omrežjih je potrebno soglasje staršev vseh otrok, ki so na fotografiji. Zavedati se moramo, da posnetek na družbenem omrežju ostane tam praktično za vedno. To ni kazanje fotografije babici ali pa dedku, ampak je že javna objava. Bi tukaj starši morali izkazati pač neko skrbnost in se posvetovati v bistvu z otrokom, kaj objaviti. Manca in Katja, ki tudi sami uporabljata družbena omrežja, sta veseli, da se starši o tem posvetujejo tudi z njima. Če se strinjam, jo vprašam, kam, na katero družbeno omrežje in kdo bo to videl. Fino pa je tudi, če starši s fotografiranjem ne motijo prireditev. Ponavadi slikajo oziroma snemajo iz svojega mesta, ampak na vsake toliko pa se kar malo gneta naprej. Kdo pozabi bliskavco izklopiti. Svetiti v oči in te moti. Z dvignjenim telefonom ali fotoaparatom tudi drugim zakrivamo pogled na oder in motimo spremljanje prireditve. Čeprav smo bonton poznali še pred uredbo o varovanju podatkov.